Duševno zdravje je pomemben del našega zdravja in prav zato je še kako pomembno, da mu posvečamo še posebno pozornost, tako vsako leto 10. oktobra z obeležitvijo Svetovnega dneva duševnega zdravja, kakor tudi z današnjim dogodkom, filmom in pa pogovorom, ki sta ga organizirala Kinodvor v sodelovanju s programom UMRA. Bi pa zdaj kar tule k sebi pod platno povabila članici promocijsko-izobraževalnega programa UMRA, dr. Suzano Oreški, socialno delavko v društvu Altra in pa psihiatrinjo Julijo Kržišnik. Dobrodošli. Zdrav. Po tem filmu je treba kar konkretno podihati, vidve pa nimata tega privilegija, mi je žal, da bezamo v vaju, ampak smo le tukaj za to. Pa bi vaju najprej kar o filmu vprašala, ne, kako ste ga doživeli, kako se vaju je dotaknil, kakšen se vam zdi iz strokovne perspektive, ne samo osebne. Ja, mene je nekako ganil vsaj na dva načina, no. Prvi je ta, kako se tukaj ta oseba z izkušnjo duševne motnje, gre za kar eno hudo duševno motnjo, njeni svojci in tudi vsi te sistemi, vse te inštitucije pravzaprav borijo, ne, s to težko duševno motnjo, duševno boleznijo in koliko je tukaj te nemoči, ne. V bistvu v bitki z boleznijo, nenazadnje tudi življenjem in smrtjo. To je ta prvi vidik, no, ki mi je tako osebno ganljiv in je bil v filmu čudovito pokazan, ne, nekako asociira na vse tiste izkušnje, ne, ki jih poznamo, mogoče tudi iz poklicnega življenja, ne, kjer se soočamo velikokrat tudi z občutki nemoči. Na drugi strani pa ta ganljiva povezanost, skrbnost teh svojcev do te osebe, razumevanje, odkritost, sprejemanje tega vsega tako nesprejemljivega. To me je pa tudi, nekako se dotaknilo, no. Zdaj, strokovno ali pa ne vem, polstrokovno ali kakorkoli, se mi pa zdi pomembno tudi, mogoče eno to sporočilo, ki sem ga jaz mogoče tudi v tem filmu zaznala, kako je pravzaprav za eno tako tragedijo, ne, kako ni nujno, no, da so v ozadju neki ogromni problemi, se mi zdi, da je prikazano, ozadje tako nič kaj čudnega, na videz je to kot ena taka dobro povezana, dobro funkcionalna družina. Skratka to, no, kako to je nekaj, kar velikokrat vidimo, no, jaz vidim tudi v praksi, kako je pravzaprav pomemben en tak preplet, ne, vseh teh dejavnikov tveganja in nekih takih nesrečnih situacij, ki se tukaj v filmu kar vrstijo, da pride, no, na koncu do enega takega zelo težkega izida, da pravzaprav ni nujno, no, da so to ne vem kakšne travme, ne vem kakšni ogromni problemi, ki se ne morejo zgoditi nam, ampak so tam nekje daleč, ampak da je to pravzaprav nekaj, kar se zgodi lahko v vsem normalnih družinah, normalnih okoljih, no, to.
Film je res močen, precej intenziven, čustveno. Jaz sem ga gledala drugič, pa se me je ponovno tako dotaknil kot prvič. Predvsem kako na subtilen, senzibilen način prikazuje stisko svojcev in tudi stisko te bližnje osebe, brata. Stisko svojcev v smislu tudi te agonije, ko se srečajo s sistemom, ko prvič pridejo v sistem služb, zdravstvenih, pravosodnih. Sploh v primeru samomora se mora vplesti policija zaradi vzroka smrti. In to jim je absolutno nov teren, ne znajdejo se, hkrati želijo pomagati svoji bližnji, vse trpijo, ker ne vejo, kako naj pomagajo, in te službe nekako pač funkcionirajo po svoje, so precej distancirane, prikazane kot pokroviteljske, tudi arogantne. Z Julijo sva se vmes tudi pogovarjali, ne. Sva ugotavljali, kako pravzaprav so v teh službah ljudje že postali profesionalno deformirani, ne pokažejo nobene apatije, čustvene podpore, kar je seveda doprineslo še dodatno agonijo, in svojci se ponavadi res potem odločajo, da ravnajo na lastno pest. V luči, da bi pomagali bližnji osebi, ne, in to, kako je ta pot te stiske in doživljanja in trpljenja in negotovosti in potem nezaupanja in kako je skušal priti do brata, ki je obolel in ni mogel, to se dogaja v praksi. To je en tak tipičen primer, ko bližnji oboli in se umakne v svoj svet in je v svojem svetu, in potem svojci želijo na seveda njim znan način priti do te osebe in ne pridejo, ker motnja, stiska gre svojo pot, in potem je tukaj en preplet, kot smo videli v filmu, tudi okoliščin in tveganj in situacij, ki bi se lahko pa tudi odvile drugače, če bi imeli svojci podporo. Morajo imeti podporo, veliko je stisk. Mogoče je povezano tudi s tem, da je področje duševnega zdravja še danes zelo stigmatizirano, da ljudje težko spregovorimo o svojih težavah na tem področju ali pa težavah svojih bližnjih. Pa se vam zdi, da tovrstna umetniški pravzaprav film ali pa umetnost nasploh lahko pomagajo pri destigmatizaciji tega področja? Zagotovo. Filmi, mediji zagotovo in tudi dokazano lahko prispevajo k destigmatizaciji, in stiska, kot je prikazana v tem filmu, ki ni senzacionalistična, ni populistična, prav nasprotno, normalizira doživljanje svojcev. In tudi stiska brata, depresija, mestoma tudi psihoza, je nekaj, kar se dogaja ljudem, ko zapadejo v te stiske, in ni pospremljena z pretirano dramo oziroma z senzacionalnimi vložki, kot to filmi pogosto tudi naredijo in potem prispevajo k netočnim, rečemo, reprezentacijam duševnih motenj. Taki filmi odstirajo, kaj se dogaja z svojci in z bližnjimi, normalizirajo in tudi nagovarjajo k temu, da je kljub temu, da je tukaj seveda psihiater prikazan kot aroganten, ampak nedostopen, je potrebno poiskati pomoč. Ni pri vseh službah in strokovnjakih tako. Ne gre enačiti te izkušnje z odnosom, pa je kar reprezentativno na vse strokovnjake. Ampak omenili ste tudi medije, ne, ki so pa malo drugačna komunikacija, mogoče sploh v sodobni neki medijski krajini. Kako je pa to pri nas?
mediji, kot sem že omenila, imajo dokazan vpliv na zaznavo javnosti, že od prvega filma, prvega TV-ja, že tam v 30-ih, oziroma potem kasneje s hollywoodsko produkcijo so začeli tudi preučevati vpliv medijev na zaznavo javnosti, se pravi, kako oblikujejo stališča, prepričanja, mnenja do določenih pojavov v družbi, se pravi tudi na področju duševnih motenj in v tistih prvih teorij, kako filmi direktno sooblikujejo mnenje, pa do zdajšnjih teorij, da pravzaprav film ne more pravzaprav zelo direkt prispevati k določenemu stališču, ampak je to odvisno tudi od posameznika, se pravi od njegove medijske pismenosti, ali na določenem področju pozna določene teme, da lahko zavzame določeno distanco, kako je seveda tudi vodljiv ali kako se ga da manipulirati. Zdaj pa ne glede na to, kar sem povedala, so raziskave ugotovile, da mediji v celo 80% prispevajo k splošnim reprezentacijam o duševnih motnjah. To pa zato, ker se ljudje, laična javnost, izobražuje iz splošnih virov oziroma iz virov, ki so blizu njihovim domovom. Televizija, radio, internet, zdaj tiskani mediji, elektronski mediji, in to so pravzaprav njihov prvi vir, prve informacije. Tudi če gre za razvedrilni žarenj ali če gre za grozljivko, kriminalko, horror film ali ne samo resne dokumentarne oddaje, in seveda je na drugem mestu, da to zaključim, na prvem mestu se poučujejo iz dostopnih virov, ki so v okolju, kjer se gibljajo v vsakodnevnem življenju, se pravi iz medijev. Na drugem mestu so znanci, ki imajo izkušnjo ali so slišali o nekom, ki je zbolel, se zdravil, je na terapiji in tako naprej. Šele na tretjem mestu je stroka. In zato je tako pomembno, da so informacije, ki prihajajo v javnost, točne, podprte z strokovnimi in znanstvenimi dognanji, ker mediji, v nasprotju seveda s tem filmom, prikazujejo, to je tudi kritika na medijev, raziskovalcev in zagovornikov skupnostnih oblik pomoči, naprimer, da večina prikazujejo osebe s težavami v duševnem zdravju, se pravi na senzacionalen način, oziroma v filmih jih povezujejo z škodoželjnimi ravnanji, da so nasilni, da nekdo, ki je obolel za šizofrenijo, da to kar pomeni, da bo nekomu nekaj naredil, da namenoma so v kazenskih postopkih oziroma stremijo k kaznivim dejanjem. Potem drug tak tipičen portret, lik, ki ga upodabljajo mediji, da so temu rečemo pozunanjeni posebneži, kar pomeni, da se jim že oddaleč vidi, da so drugačni, in seveda filmi tudi poskrbijo, da so bodisi v kakšnih razcapanih oblekah ali pa prekratkih, pa da se tako res nenavadno obnašajo, pa bizarno, pa tako malo slaboumno. Potem tretja tipična kategorija so tako imenovani komični infantilneži, da so v komedijah, to predvsem komedije, tudi tako v nekih takih situacijah ponesrečenih, smešnih, ali jecljajo, ali imajo prevelika očala, ali so ponovno neokusno oblečeni, skratka so ljudje v nekih takih nerodnih situacijah, ki se človeku v vsakdanjem življenju ne more zgoditi. Ne vem, da se 5-krat butne v vrata, da se spotakne v stopnice, da pride v službo pa te polije sokom, ali da se s kavo popaca in tako naprej. Naprimer, celo tale kultni film Let nad kukavičjim gnezdom producent je najprej želel imeti realne ljudi not, prav ljudi, ki se zdravijo psihiatrične bolnišnice ali so v zamodu, pa ni uspel dobiti ljudi, ki bi po zunanjem videzu bili posebni. Zato je tudi nabral, če se spomnite, bil en velikan Indijans, pa en mali, pa tako eno kombinacijo portretov, ki bi seveda že na uč lahko zaznali, da so posebni in
drugačni, ne. Kar se tiče nasilja, je pa bilo veliko škode narejenih, pa bom zdaj spet sicer fenomenalen film, Hitchcockov Remek delo, ne Psiho, ampak on je potem s tem filmom sprožil serijo nizkoproračunskih filmov, zdaj če tukaj generacija 70 ali pa 60, ne, se še spomnimo filmov, potem teh nizkoproračunskih Petek 13 pa tako naprej, ne. No, in takrat je bilo tudi moderno, ne, da so bili filmi, da je bilo nasilje, pa te horror filmi, tako noži, motorke, veliko krvi, kriki, ne, te močni efekti. To je bilo takrat moderno, ne, ampak, kar je pa tragično, pa kar je prispevalo k stigmi na področju duševnega zdravja, pa to, da so večina likov, portretov je povezano z duševno motnjo, bodisi, ne, to je zelo subtilno, to morate kar tako večkrat pogledati film, ne, da peljejo nekoga v tem kombiju, pa je potem oznaka Psychiatric Hospital, ne, potem pogovori s to osebo, kako potekajo v eni izmed stanovanjskih skupin, denimo, tudi v filmu, ko jagenjčki obmolknejo, ne, je blodnjav, ne, in se povezuje ponovno z, lahko povežeš s psihozo, ne, čeprav je blodnjavost, me bo Julija zdaj, tudi prisotna pri psihopatih, ker imajo svoje rituale in neke vzorce razmišljanja in prepričanja, ki jih vzdržujejo pri tem, da sploh gredo lahko tako daleč, s tem, da je razlika v tem, da so psihopati sposobni racionalnega, dolgotrajnega, načrtovanja. Medtem ko pri psihozi je to nemogoče, ker tam je zgodba na zgodbo in jih preveč preplavi, da bi 3 dni zdržali v enem kontekstu, ne. Da pomislim, če bi, pa mogoče še ta vidik v tiskanih medijih, kako tiskani mediji prispevajo k senzacijam, predvsem veliki naslovi, storijo sploh v primeru samomora, denimo neuspeli poskus samomora in potem z vsemi detajli opisano, kaj je oseba delala. To se ne dela, to ni priporočljivo, ker obstaja sploh pri mladostnikih veliko posnemanja paste copy variant, ja. Priporočila so tudi, da se ne piše o slavnih osebah, ki so storile samomor, če pa že pa v bolj subtilni obliki, na primer, je bil že ta iz Nirvane, Kurt Cobain se je ubil s pištolo, ne, lahko se napiše, je umrl pri 27 letih, ne, skratka, mislim, da so današnji dan, da je bilo že veliko narejeno na področju preprečevanja samomorilnosti in so tudi nastala priporočila v sodelovanju z pač informativnimi mediji, tiskanimi, televizija tudi, kako naj se poroča pravilno o samomoru, da se pravi, da se ne prispeva k paste copy, k posnemanju in pa tudi, da se obvaruje dostojanstvo osebe in seveda tudi bližnjih, tudi tenkočutnost do bližnjih, ki so potem v precej velikih stiskah. Ni samo klasičen proces žalovanja, ampak je tudi proces, ko se sprašujejo, nismo opazili, kaj bi lahko še naredili, pa ko to doma storijo, ne. Se obesijo, zaspijo, prerezajo žile in je hudo za tistega, ki sploh to osebo najde. Ko ravno tudi o samomoru je govora, ne, Julija, kako pogoste pa so stiske na področju duševnega zdravja, recimo pri nas, verjetno bi bilo zanimivo, da o tem govorimo, in pa kakšne težave v duševnem zdravju opažate v svoji praksi najbolj pogosto? Ja, težave in motnje v duševnem zdravju so pogoste, zelo pogoste. Ne, zdaj po študijah naj bi nekako vsak 4. Slovenec v svojem življenju vsaj enkrat imel izkušnjo duševne motnje. Med
vsemi duševnimi motnjami so najpogostejša depresija in anksiozne motnje, ki jih je tam nekje dobre 3%, 3,5%, dočim druge hujše motnje so, ni nujno hujše, nekoliko redkejše. Je pa tudi breme duševnih motenj, mogoče v primerjavi s kakimi drugimi, morda telesnimi boleznimi, precej veliko, ne. Zdaj po ocenah naj bi bil slovenski bruto družbeni proizvod tam nekje 4% nižji zaradi obolevnosti za duševnimi motnjami, ne. Tako da ja, nekako podobna slika, kar se tiče pogostosti, jo vidimo tudi v praksi, ne. Daleč nekako največ je razpoloženjskih, anksioznih motenj, mogoče v zadnjih letih tudi več izgorelosti, ne, čeprav jo ne uvrščamo pod psihiatrične diagnoze, ampak ne, mislim, da je to en tak trend, da je vse več nekih takih reaktivnih, stresnih motenj, kar nas seveda glede na svetovno klimo, dogodke v zadnjem času seveda ne čudi. Pa ljudje poiščemo pomoč strokovno, ne? A to naredimo zadosti zgodaj? A se sami odločamo za poiskati pomoč, a pri tem zelo pomagajo svojci? Ja, vse to, kar ste našteli, kar mogoče jaz vidim, nisem se še tako kaj bolj poglobila v to, ampak da bi lahko rekla kaj širše, ampak gotovo v zadnjem času opažam več tega, da ljudje pridejo sami, da so predvsem mladi ljudje, da so na socialnih omrežjih videli videe, opise nekih duševnih motenj, v katerih so se prepoznali in jih zanima, ali lahko, kot psihiatrinja recimo potrdim to diagnozo pri njih, ne. In največkrat jo lahko potrdim. Tako da, ne vem, meni se zdi to vseeno morda ena izmed tudi koristnih, plati družbenih omrežij, interneta, ker je vseeno, tam dostopnih veliko informacij, prikazanih na en, tako kot smo slišali, učinkovitejši način, kot to morda, lahko naredimo strokovnjaki, čeprav se trudimo, med drugim tudi v programu OMRA. Tako da ja, to je gotovo ena stvar, ki jo jaz recimo opažam, pa ne samo jaz, pa smo tega nekako veseli, ker vemo, da so izidi zdravljenja boljši, če začnemo prepoznavati, naslavljati težave čim prej, ko so še nekako v nastajanju, takrat imamo veliko boljše možnosti za dobre izide. Zagotovo je en način destigmatizacije tudi to, da so službe bolj dostopne in da so mobilne in da se približajo okolju, kjer ljudje živijo. To ne pomeni, da želimo zdaj medikalizirati družbo in vsa splošna čustvena doživljanja diagnosticirati, temveč da res v teh izjemno, kot je bilo prikazano, hudih stiskah, psihiater oziroma mobilna enota, kot se zdaj to prizadeva tudi resolucija nacionalnega programa za duševno zdravje, pride na dom. A bo to zgodnji intervencijski tim, ali bo to kasneje outreach assertive tim, to zdaj ni pomembno, ker so pač različni timi, ampak pomembno je,
da pride na teren usposobljen strokovnjak na dom diagnosticirati, obravnavati, pogledati stanje. In to je prvi korak, kako lahko razbremenimo svojce in kako lahko učinkovito pomagamo in preprečujemo to vrstne in nadaljne zaplete. Seveda to ne pomeni, da stisk več ne bo, pa žal bo še prihajalo do komplikacij lahko, ne, pa vendarle to je prvi korak, ki ga bi Slovenija vendarle morala že vsaj zdavno narediti in sama si kot strokovnjak, ki delam na tem področju že 25 let in sem bila tudi prisotna pri vseh teh prvih zakonodajah in pobudah na temo skupnostne obravnave, veliko obetam in pričakujem, ker ne rabimo več v 21. stoletju pustiti, da ljudje tako trpijo in so prepuščeni sebi. In seveda, da pristopamo v dialog z njimi, k soustvarjanju rešitev, to se sliši tako malček, bom kdo rekel, poetično, pravlično, pa ni. Ne? Dejansko se z ljudmi tudi v hudih stiskah so dostopni. Tudi v filmu smo videli, kako je brat se subtilno pogovarjal, a ti je v redu, da ostanem tukaj s tabo? A bova en cigaret pokadila? Kako to, da mi ne odgovarjaš na vprašanja? Ne? To so vse pristopi, kako osebo povabimo v dialog in gradimo na zaupanju. Če ljudje ne bodo zaupali strokovnjakom, ne bomo nič mogli narediti. Zaupanje je temeljni pogoj za kakršnokoli potem nadaljne, rečemo, soustvarjene rešitev, delo na sebi. Ljudje, ki so v stiski, morajo dobiti občutek, da so v varnih rokah in morajo odideti z zagotovilom, da bo res vse okej. Vsaj v teh začetnih periodah, potem pa seveda je delo na sebi in delo na sebi in to lahko približamo še z ostalimi poklici, kot so denimo psihoterapija, podporne skupine, skupine za samopomoč, vrstniške skupine oseb, ki so preživele podobne izkušnje in so že okrevale. Ne? Če imajo ljudje nekako še vedno zadrege poiskati psihiatra pa terapevtsko pomoč, so vrstniške oblike ali pa skupine za samopomoč lahko kot odskočna deska. Varno okolje, se pravi varen kraj, ne, čeprav je tukaj zelo dvoumno, je še zdaj varen kraj, je rekel, ne, zdaj ko sem drugič gledala, je rekel bratu, pa sej, tamo bi ti trebalo biti dobro, tamo bi ti trebalo biti okej, to se pravi, v bolnici bi ti moglo biti okej, ne, ni znoril, ko je prišel domov, pa ga kregal, pa tako, ne, je zelo čutil z njim, ne, se vidi, da ga ima rad in tako, da mu ni vse eno, ne, in je zelo subtilno šel v dialog. In mislim, ja, varen, to bi morali biti varni kraji, ne pa kraji, do katerih imajo ljudje predsodke in strahove. In dejansko, če pomislim na, če se navežem na podporno skupino za svojce, ki jo vodim, od prvega do zadnjega ni sicer reprezentativna, 8 oseb svojcev, od prvega do zadnjega ne želijo doživeti, da gre njihov bližnji ponovno na varovani oddelek, se pravi zaprti oddelek psihiatrične bolnišnice, prav tako njihovi bližnji ne želijo tega doživeti in res je skrajni čas, da že zagotovimo te skupnostne oblike in mobilne time. Nekaj tako govorim, res je že, bi že moralo biti včeraj, ne? In sem prepričana, da bi ljudem prišli bolj učinkovito nasproti. No, lahko je pa varen kraj, kar pa si ne bi želela, da je to sporočilna vrednost filma, ne, nebesa, da te ni. To je zdaj tudi za dialog, ne, kaj je varen kraj, mišljeno. Ja. V bistvu ste v tem odgovoru že tudi našteli razne možnosti pa vere, kamor se lahko zatečemo po strokovno pomoč. Mogoče konkretne, ja, v Sloveniji. Zdaj zagotovo sploh pri samomoru so
ti SOS telefoni, tako jim rečemo, ki so 24/7 dostopni, to so tale telefon Samarijan, klic v duševni stiski deluje od 7 ure zvečer do 7 ure zjutraj, Tom telefon za otroke, potem telefon ženske svetovalnice, tudi po noči deluje, potem so tudi dostopne spletne strani, to sem jaz, a se štekaš, potem spletna stran, dobro, to je bolj živ, je bolj psihoedukativna, ampak tudi tam dobite vire pomoči, spletna stran Omra, ja, kjer imamo tudi upisane službe in dostopnost, potem program Mira, ki je program, ki skrbi za implementacijo resolucije duševnega zdravja, ima zelo izdelane imenike služb z področja zdravstvenega in socialnega varstva, v katerih so seveda na področju zdravstva psihologi, klinični psihologi, psihiatri, splošni zdravnik, se pravi medicinsko osebje, na področju socialnega varstva so to tudi socialno-varstveni programi, ki jih izvajamo nevladne organizacije in smo že kar precej desetletij del sistema služb, sploh organizacije z področja duševnega zdravja, pa tudi sicer druge, ki naslavljajo direktno, znajo potem usmeriti naprej, da ljudje dobijo pravočasno pomoč. Tudi centri za socialno delo v okviru storitev osebne pomoči, svetovanja in pa seveda ostali koncesionarji in pa tudi privat žal psihoterapevti. Skratka, službe so raznovrste, veliko jih je, žal pa so tudi dolge čakalne vrste, sploh do specialista prideti. Jaz bi mogoče sem to dodala, da če se pogovarjamo o samomorilnosti, samomorilnost je urgentno stanje v psihiatriji in mogoče sem ta razdeliti ali pa opomba, da za nujna stanja ni čakalnih dob. V Sloveniji imamo recimo v Ljubljani vsaj 3 urgentne psihiatrične ambulante, ki delujejo tudi 24 ur na dan, tako da dežurni psihiater, vsaj 2 ali pa 3 so ves čas, v kateremkoli času v Ljubljani dostopni, brez napotnice, tako da vseeno mogoče opažam, da veliko ljudi tega ne ve, predstavljajo si, da bi tudi za eno nujno stanje morali čakati po več mesecev na psihiatra. Ta del vseeno je precej dobro urejen. Drži. Ja. Kaj pa omenili ste veliko oblik svetovanja, ste pa tudi institucije, kaj pa recimo zdravljenje zdravili? Se mi zdi, da to je pa tudi eno področje, ki ima laična javnost kar precejšen odpor do tega, kakor tudi recimo zaprti oddelki. Mislim, da je to tudi zelo povezan. V katerih fazah je potrebno uporabnikom, da začnejo jemati zdravila? A se vam zdi to področje nadzorovano? Nadzorovano? Na kakšen način? Na način, da res da se pravilno postopa. Ali pa če je mogoče še malo zastarelo, ali se to ukvarja s tem? Ja, se absolutno strinjam, odporov je veliko. Največkrat vidimo skozi procese, da so ti odpori povezani s strahom. Jemati zdravila psihiatrična, potem pa res pomeni, imeti duševno motnjo, do takrat se še lahko nekako pluje tam nekje vmes. Ko pride enkrat do jemanja zdravil, se pa verjetno treba še bolj soočiti z enimi deli sebe, ki nas seveda strašijo. Tako da vprašanje, če so zdaj vsi te odpori upravičeni,
jih pa vsekakor razumemo in jih moramo razumeti, ne, kot strokovnjaki. Kako se zdaj postopa, kaj vidimo v praksi. Zdaj jaz lahko govorim zase, ne, kako jaz vidim. Verjetno bi marsikdo na mojem mestu povedal drugačno zgodbo. Skratka, zdravila absolutno so, a ne, v enemu velikemu deležu zdravljenja psihiatričnih ali pa duševnih motenj nekako neobhodna, nujno potrebna, in so seveda tudi varna in učinkovita. Je pa, ne, veliko še enih okoliščin, ki vplivajo zelo, zelo močno na izid zdravljenja z zdravili. In jaz vidim, da so bolj te okoliščine problem, kot pa sama zdravila, ne. Zdravila vemo, da so učinkovita, da so varna, če ne, tudi ne bi jih spustili, a ne, čez vse te klinične študije do tega, da jih lahko predpišemo. Imamo pa večje probleme s tem, a ne, ker na kakšen način se zdravila predpisujejo, recimo, če govorimo o antidepresivih, a ne, katerih pogostost predpisovanja se tako zelo povečuje, recimo v zadnjih letih, ne, veliko teh zdravil predpišejo osebni zdravniki, ne, in če govorimo o predpisovanju zdravil, ki so vseeno, a ne, povezana z neželenimi učinki, dolgotrajnim jemanjem, vsemi temi bremeni, ki pridejo zraven ob vsakem dolgotrajnem jemanju zdravil, ob vsakem zdravljenju, tudi če to primerjamo s telesnimi boleznimi, seveda, a ne, je veliko vprašanje, a ne, pri recimo slovenski situaciji v družinski medicini, a ne, ki vemo, kako. Jaz mislim, da ne bom pretiravala, če rečem katastrofalna je. Imamo recimo tukaj velik problem, a ne, da recimo bo nekdo, a ne, lahko sprejel zdravilo, da ga bo lahko ustrezno jemal, rabimo ogromno časa, a ne. V 5 minutah, ko je dan, a ne, ta čas enemu recimo zdravniku, a ne, družinske medicine, ta lahko napiše recept, a ne, pa mogoče da kakšen tak nasvet na hitro, to pa absolutno ni dovolj, a ne. In psihiatri recimo marsikje nimamo veliko večjega privilegija, recimo kar se tiče časa, ki ga lahko namenimo psihoedukaciji, se pravi, a ne, učenju ljudi o naravi, njihove prepoznane duševne motnje, navodil, kako jemati zdravila, o tveganjih, ki jih prinašajo zdravila, kaj lahko pričakujejo, kaj so dolgoročni učinki, kako bomo, ne, delovali čez par mesecev, čez 1 leto, čez 2 leti, a ne. Za vse to je potrebno ogromno časa in tudi marsikatera, no, bom rekla, psihoterapevtska veščina, ne, da si pridobimo dovolj zaupanja tega človeka, da nam lahko zaupa v eni, a ne, zase tako pomembni odločitvi, a ne. Tako da tukaj jaz vidim, no, da je več problemov, kot pa v sami varnosti zdravil in tako naprej, ali smiselnosti predpisovanja, mislim, o tem ne bi sicer rabili, no, verjetno debatirati. Zanimivo. Nekoliko manj časa imamo, ko se je predstava malo kasneje začela, ker je bila vrsta še, ker je bila 4:00 in so ljudje iz služb prihajali. Pa bi kar publiko povabila, če ima slučajno kdo kakšno vprašanje, kakšno mnenje, pripombo. Odprli smo kar nekaj tem.
Ja, lep pozdrav še z moje strani. Jaz bi imel pa v bistvu eno vprašanje vezano tudi na mogoče prikaz v filmu in to je v bistvu razumevanje in sprejemanje osebe tudi v smislu varnega kraja in menjave krajev, ne. V kolikšni meri je lahko recimo pacient oziroma nekdo, ki je bolan, manipulativen za dosego svojega varnega kraja. Se pravi, recimo prvi primer v Zagrebu, bi se ga lahko hospitalizirali, pa so se potem odločili odpeljati osebo pač na nek drug kraj, zato ker njemu tudi ali ni bil psihiater po volji ali pa malo izhajam tudi iz lastne osebne izkušnje, no, zaradi tega pač me zanima, v kolikšni meri so take osebe lahko tudi manipulativne za dosego oziroma za olajšanje neke svoje bolečine po neki lažji poti, recimo, no, tako. Meni zdaj se bom kar na film navezala. To je bila tako močna in globoka stiska, da mislim, niti ni bilo tukaj dosti placa za načrtovano manipulacijo in tudi svojci so izhajali svoje stiske, ki je bila povezana z nezaupanjem do psihiatra, do ustanove, v kateri bi moral biti varen kraj. In svojcem se to kar zgodi, pa tudi bližnjim. Tudi uspe jim, ko grejo na odprt oddelek, ne, reči, da pač tam je odprt oddelek in tudi kar grejo domov ali pa se pokažejo v kakšnem dnevnem centru, skupnostni službi, ne. Ne v primeru samomorov, s tem nisem še imela izkušnje, da bi zapustili. Tukaj ne vidim prostora za manipulacijo. Tudi pri kakšnih drugih stiskah, kot je šizofrenija ali pa bipolarna in tako naprej, vedno izhajam iz tega, da so ljudje v tako globoki stiski, da takrat zelo neracionalno in nerazsodno ravnajo. In lahko izgleda kot manipulacija oziroma da želijo doseči nekaj, kar spada v njihov takraten moment razmišljanja, da jim bo boljše. In to je zelo neracionalno. Ni brat je tudi skušal tako zelo neke logične in racionalne poteze, je razmišljal racionalno in ga skušal razumeti in predvidevati in tako, ampak ni, kot smo videli, ni uspel priti do njega. Tako da je moj odgovor, da v tem primeru ni bilo zaznati, so pa seveda, to bi pa prepustila potem Juliji, duševne motnje, ki so kombinacije z osebnostnimi motnjami, pa potem lahko osebnostna motnja nadvlada duševno motnjo, tam pa so potem druge zgodbe in drugi načini ravnanja z naravo svoje bolezni. Tam pa lahko prihaja do izsiljevanja, pa preračunavanj, pa do acting outov, ki so lahko tudi zelo načrtovani in pragmatični in tako. Toliko bi bilo z moje strani. Hvala za vprašanje. Ja. Se pridružujem temu mnenju, no, da se osebnostna patologija, kamor bolj pripisujemo razne manipulacije, izsiljevanja, neka dejanja namenjena neki sekundarni koristi in tako naprej. To se ne prepleta z duševnimi motnjami in tega je veliko. Moramo, to je spet moje mnenje, pa biti kot strokovnjaki tudi na to nekako pripravljeni, adaptirani, na koncu so tudi manipulacije en način, kako si človek želi pomagati, ki boljše ne zna ali se je v življenju naučil, da skozi morda kakšno travmatsko
preteklost, da je bil to edini način, kako je preživel, ne, in seveda, ne, v nekem procesu se trudimo naslavljati tudi to in človeku tudi to nekako pokazati, ne, da lahko morda enkrat v nekem procesu izbira tudi kakšne bolj zrele, bolj zdrave strategije. Načine vedenja, spoprijemanja, Ja, tako. govorjenja, da ni pitje in tako. Zdaj bi pa mogli zaključiti, pa bi jaz samo še eno zadnje vprašanje, če imate kakšne priporočila, kako krepimo, kako ohranjamo duševno zdravje v tem svetu. Ja. Imamo že kar precej dostopnih virov, ne, kjer se lahko poučimo, tudi knjige že precej, ne, če primerjam, kako je bilo 25 let nazaj, pa danes se veliko več govori o duševnem zdravju, o načinih obvladovanja stresa, predvsem stresa, ko je izgorelost tako popularna, zdrav stil življenja, dobri odnosi. Sama sem opisala jogo pa meditacijo, tako da je to tudi en izmed načinov. Seveda ne, so pa tudi okoliščine pa družbeni dejavniki, na katere ne moramo vplivati, ker družbeni dejavniki, ko že prehajam iz humanitarne in nevladne organizacije, ne, kot so visoka stopnja brezposelnosti, premali socialni transferji, velika revščina, premalo prilagojene zaposlitve za ljudi, ki imajo enkrat status invalida na zavodu za zaposlovanje, ker so momentalno v nekem obdobju okrnjeni in nezmožni, niso tako dela zmožni. Me bolj skrbijo družbene okoliščine, ki lahko močno spodbujajo k ohranjanju in vzdrževanju duševne motnje, ne. Skrb zase je možna v 21. stoletju, viri so dostopni, tudi terapija nima več tako močnih stranskih učinkov, veliko je na izbiro, tako da se da najti recept zase, je pa potrebno delo na sebi, ne, in to je izziv in to je najtežje, že za zdrave. Ja, mislim, da se težko tukaj nekaj zelo novega pove, seveda tista splošna priporočila za zdrav življenjski slog, ne, telesna vadba in počitek in tako dalje. Kar pa bi še bilo treba poudariti in to pa je nekaj, no, na kar lahko ljudje veliko sami vplivamo, ne. Gotovo bi bilo eno priporočil, pod katero bi se jaz podpisala, da se je vredno boriti, investirati v dobre odnose med ljudmi, ne. To me tudi osebno recimo najbolj skrbi, ne, da se ljudje oddaljujemo drug od drugega, da mladi imajo zaradi tega, ker so vse stvari dostopne na internetu, vse manj socialnih veščin, da se premalo povezujemo med sabo, no, kot bi pozabili na to, ne, da smo ljudje skozi evolucijo preživeli zato, ker smo se znali dobro povezati, dobro med sabo sodelovati, drug za drugega skrbeti, ne, v predvsem čustvenem smislu, ne zato, ker bi bili sicer ne tako trdoživi, tako da ja, to. Res lepa hvala za ta zanimiv pogovor. Mi je žal, da ne moramo še kaj povedati, kaj reči. Hvala vam, da ste prišli na film, da ste ostali na pogovoru. Jaz bi vas povabila še na en film, ki se tudi ukvarja s težavami v duševnem zdravju, s podobnimi tematikami. Gre pa za dokumentarni slovenski film Pero, ki bo v Kinodvoru po Sloveniji, pa mislim, da je tudi že nekaj začel igrati. Tukaj pa 17. oktobra, to je en zelo zanimiv, zelo oseben režiserjev portret Petra Musevskega, ki je tudi storil samomor, ampak to čez film, njegova osebnost, njegov seveda tudi vpliv na družbo preko svojega dela, ne.
pa tudi njegove stiske prikaže na en zelo, tudi drugačen, ampak zelo neposreden in zelo oseben način. Hvala vsem, pa srečno. Hvala. Hvala. Hvala lepa.